Ne bi želela izpostavljati vseh vsebinskih podrobnosti in zamujenih priložnosti, smo pa vsekako lahko kritični do vsebinskega dosežka predsedovanja. Namreč, žal je ostalo le to na stopni nekaterih manjših dosežkov, ter bolj kot ne tehničnega napredovanja dosjejev aktualni v času našega predsedovanja. Največja kritika sigurno leti na neuspehe gospoda Podobnika, ki ni uspel prepoznati in jasno artikulirati pomembnosti podnebnih ciljev tako znotraj vlade, kot v mednarodnem okolju. Namreč v skladu z zavedanjem, da imamo za zaustavitev posledic podnebnega segrevanja na voljo še manj kot 7 let, je absolutno nedopustno, da smo zapravili teh 6 mesecev, brez jasne artikulacije potrebnosti nadgradnje podnebnih ciljev. Namreč dober mesec po koncu slovenskega predsedovanja Evropska unija še vedno ostaja zvesta ciljem sprejetim marca lani in ob poznavanju situacije vedno novih znanstvenih spoznanj, priporočil znanstvenikov, da je potrebno te podnebne cilje absolutno nadgraditi, je nedopustno vsekakor, da smo bili pasivni. Namreč tukaj govorimo o ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki bi morali iz 20% se nadgraditi na 30%. Namreč druga stvar pa je, da se je Evropska unija že desetletje nazaj zavezala, da bo omejila rast povprečnih temperatur na 2 stopinji Celzija. Če danes imamo vedno torej v veljavi cilj, kateri ne bo omogočil tega cilja oziroma te omejitve temperature. In Evropska unija kot velesila, ki se je absolutno zavezala, da bo ostala vodilna na tem področju, žal izgublja ta svojo pozicijo. Namreč države, od katerih smo najmanj pričakovali, jo krepko prehitevajo po levem pasu. Torej, gospod minister bi se verjetno najbolj od vseh moral zavedati, kaj pomeni dvig povprečnih temperatur za več kot 2 stopinji Celzija, tako za Slovenijo, Evropsko unijo kot svet. Namreč ohranjanje naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v državi je nemogoče, vkolikor se bo ta temperatura dvignila nad to mejo. In to je tudi ena izmed nalog ministrstva. Prav tako je za opaziti, da se minister in njegova ekipa vse prevečkrat ukvarjajo z interesi industrije in njenimi težavami. Namreč ministrstvo ima med svojimi nalogami namreč zapisano, da MOP zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalce in prebivalce Republike Slovenije, kar mora ostati prioriteta dela ministrstva. S problemi industrije, kmetovalcev in še koga drugega se morajo in se bodo ukvarjala ostala ministrstva. Potrebujemo torej ministra, ki bo znal v poplavah različnih interesov, predvsem industrije, delovati v interesu okolja ter trajnostnega razvoja. Naslednja stvar, ki bi jo želela izpostaviti, je dialog med ministrom in njegovo ekipo ter nevladnimi organizacijami. Kljub temu, da smo v času predsedovanja spostavili neko vrsto dialoga med ministrom in njegovo ekipo, moramo opomniti, da mora le ta preseči stopnjo informiranja ter doseči stopnjo enakovredne izmenjave stališč. Nekoristno je izgubljati čas za sestanke, ker so stališča že oblikovana oziroma so vrata za sooblikovanje teh že popolnoma zaprta. In kljub temu, da smo se danes zbrali tukaj, da ocenimo delovanje uspeha ministrstva v času ministrovanja gospoda Podobnika, je naša odgovornost zreti v prihodnost in ne spati na lovorikah preteklosti. Pred iztekom mandata gospoda ministra je še nekaj mesecev in od njega pričakujemo, da bo nadoknadil zamujeno. Glede na pasivnost v času predsedovanja, bo to zahtevalo dosti večje napore in vprašanje je, kakšno stopnjo preobrazbe je mogoče doseči. Nenazadnje so si države članice v progresivnosti Slovenije že izoblikovale svoje mnenje. Absolutno nedopustno bi bilo, da se odgovornost za marsikatero odločitev sedaj spretno prenese na prihodnji mandat. Nenazadnje, v očeh sedanje in bodočih generacij boste vi tista oseba, ki ima in je imela vajeti v svojih rokah ter možnost ustvariti boljši jutri. Zelo slabo bi bilo, če bodo čez nekaj desetletij s prstom kazali na vas, da takrat, ko ste imeli za to priložnost, niste naredili dovolj. Kot rečeno, čas teče in planet se segreva. In naj za konec zaključim z informacijo, da bo Greenpeace nadaljeval z svojimi aktivnosti in spremno delo ministra in njegove ekipe, kot tudi vseh ostali. In želeli bi, da naše sodelovanje temelji predvsem na konstruktivnem dialogu, ki bo prinesel dobro tako za Slovenijo, Evropsko unijo in svet. Najlepša hvala.